Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si oglejte. Predavanje izjemnega slovenskega alpinista Silva Kara. Odprtje razstave Gregorja Kraševca, arhitekt. Gledališka predstava Slava Klavora, spomenik. Dobrodelni koncert Karitas, upanje za vse. Koncert Glasbene šole Slovenska Bistrica, decembrske sanje. Slovesna prireditev ob Mednarodnem dnevu invalidov. Prireditev ob 10. obletnici Doma starejših Slovenska Bistrica. Miklavž obiskal otroke v Bistriškem gradu. Miklavžev koncert Big Banda Slovenska Bistrica. V plezalnem centru Slovenska Bistrica so pretekli četrtek gostili predavanje svetovno znanega alpinista Silva Kara, ki je lani kot drugi slovenski alpinist prejel nagrado Zlati cepin za življenjsko delo. Silvo Karo je obiskovalcem predstavil svojo izjemno zgodbo. Uvodoma je povedal tudi nekaj več o svojih plezalnih začetkih. Odraščal sem na kmetih. Seveda tole ni naša cela družina, je še sorodstvo zraven. To za mene je bilo v moji alpinistični karieri pomembno. Zakaj? Res, da se takrat v mladosti nisem imel časa ukvarjati športom, kajti na kmetiji, kot vsi dobro veste, je veliko dela in ni časa za šport. Ampak mi je pa dalo zelo dobro podlago delo. Delo je pomembno in potrebno, da imaš delovne navade. To ti prav pride pri vseh stvarih. Meni konkretno je zelo prav prišlo v alpinizmu. Kajti alpinizem, zahteven alpinizem je ogromno dela. Ni samo plezanje, sploh odprave in veliki zahtevni vzponi, ker je potrebna celotna logistika, transport, opreme in vsega ostalega, da je mogoče na koncu 50% plezanja. Rekel sem, da v mojem okolju se nobena ni ukvarjal z gorami. Potem pa prišel leta 1976 v Ehem službo načutnik Jože Hauptmann in je nas mlade prvič vedel v gore, naslednjič pa smo že šli po noči na Triglav. Večer po večerni maši smo se zbrali v precerkvijo in ljudje so nas malo čudno gledali, kako zvečer na Triglav, ali še po dnevni smo šli v gora, da bomo kar po noči šli na Triglav. In res sam je bil to lep uvod v svet gora. Ko smo prišli na mali Triglav, smo zagledali sončni vzhod in to je bilo več kot čudovito za fanta pri 16-17 letih. Tako doživetje je seveda veliko kasneje pri pravah sem se spomnil tega morda prvega vzhoda na Triglav. Potem pa je moja radovednost šla globlje. Gore so mi bile pokazane in seveda smo že sami začeli hoditi v gore, ampak vedno so izkušnje zaostajale za našimi željami. Zato sem prišel leta 1977 v Domžale, v planinsko društvo, kjer je bil alpinistični odsek in je bil razpis za alpinistično šolo. Takole sem začel tudi z alpinistično šolo zelo skromno. Takrat smo prišli skupaj v alpinistično šolo, skupaj s številnim zelo poznanim igralcem, Borutom Veselkotom, ki ga vidite tukaj gor, šla skozi alpinistično šolo, bila pod pripravnika, veliko plezala skupaj in potem da tudi leta 1970 skupaj sprejela med alpiniste. V galeriji Grad v Bistriškem gradu so pretekli petek odprli pregledno razstavo Gregor Kraševac, arhitekt. Gregor Kraševac je v več kot 40 letih na območju Štajerske ustvaril mnogo zanimivih stavb in prostorov, ki jih lahko uvrščamo v kategorijo kritičnega regionalizma. Na razstavi je s fotografijami, načrti in filmom predstavljenih 20 izbranih del. Ampak kar je bilo zanimivo, Gregor, ampak to nam bo on morda razložil, on po 3 letih prakse v Ljubljani, v enem dobrem biroju, kjer so ga strokovnjaki upeljali že v prve skrivnosti arhitekture, pride nazaj na Štajersko. Pride in soprogo Marjano Glazer se ustalita v Mariboru in pričneta delati v Podravju. In on na nek način zavestno, ne to, kar pogrešamo, mi tudi kot pedagogi pri mladih, da bi se večkrat vračali domov in pomagali to bivalno arhitekturno kulturo držati na neki višji, visoki ravni, ampak pa seveda, ko so mladi, gajsni, ambiciozni, raje v prestolnici, oni bi muzeje delali, pa velike
To se zdaj malo umirja in paradigma se spreminja in se vrača in mislim, da je on bil v tem smislu pred časom ali pa eden od redkih, ki je prišel nazaj v svoje lokalno ali pa regionalno okolje in tu začel tkati počasi te niti teh svojih ureditev. In zdaj mi se je zdelo ključno, da začnemo v prvem prostoru, kjer stopimo, kjer je na nek način glavni trg, kjer se poloči ena os proti drugim projektom, Podravju, ena časovna v njegovo mladost in identifikacijo njegovega življenjepisa in prvih sledi v arhitekturi, da se tu srečamo z Bistrico, Slovensko Bistrico in s tistim najbolj žlahtnim, kar Bistrica premore, se pravi zgodovinskim mestnim jedrom, kjer je Gregor v teh svojih prvih projektih, že v 80-ih, z pošto, telefonsko centralo in potem kasneje z nadzidkom veleblagovnice in tudi z ureditvijo Trga Svobode in pol Trga Alfonza Šarha. Vse to imamo tu zgoščeno in potem stopniščem do Luknjske cerkve. Torej, pomagal, da se je ta duh starega mestnega jedra ohranil, duša mesta na ta način. Če bi to vzel v roke en zelo progresističen arhitekt, zelo sodoben, bi lahko z pomanjkanjem razumevanja te naredil kar rom-pom-pom, pa malo razturo. Če bi seveda zavod to dopuščal. Torej, on je dobro sodeloval, se mi zdi tudi, prebral sem tudi eno naklonjeno mnenje, ko je status pridobival iz strani zavoda, dobro sodeloval s konzervatorji, kar je ključno za arhitekte. Konzervatorji poznajo bolj natančno, ne umetnosti zgodovinarji, konzervatorji kot profili, atribute zgodovinskih obdobij, karakteristike odprtih prostorov in predvsem objektov in z njimi potem skupaj ustvarili te stvari, ki mislim, da so preživele čas. Trg je bil v 90-ih narejen, kot da bi tam bil že od nekdaj, porfirti, konfini, decentno, z nekim historičnim duhom, nekako pa ta spomenik, ki ga je težišče umestil in pol kolega, mislim, da Recer, ki postavi še fontano zraven, in pol se to nadaljuje proti Šarhu in še stopnicam in ti objekti. Skratka, to jedro je tudi po zaslugi, jaz mislim, da arhitekta Kraševca v Bistrici še diha to starožitno nekako pričevalnost. Potem pa, ko gre ven, kar je pa spet legitimno, pa postaja vedno bolj sodoben. Pa gremo na Griče, gor nekropoljo Slovenije Bistriško, to že v tem 21. stoletju, z svojim bratom Igorjem, ki je žal odpotoval, pa z njegovo svakinjo, Mojco, naredijo ta lep kompleks, torej objekta in si razdelijo te tri objekte, kostnica, ta elegantna ločna konstrukcija in zvonik, ki je bil Igorjev oziroma ta vertikala. In potem še naprej do zdravstvenega doma, kjer pa s kolegi, mislim, da imamo tudi kolega Črneta, ki je sodeloval pri nekaterih projektih, naredijo čisto sodoben zdravstveni dom, ki pa kljub vsemu v oblogi in obleki, več govorimo tudi o arhitekturi kot tretji koži, pač uporabi alu profile, torej na nek način se drži te tradicije bistriške impola in očeta in to in te obloge imajo še neko identiteto, ki je specifična, ker jaz govorim o njem kot nekem regionalistu ali pa kritičnem regionalistu v določenih primerih bolj, v določenih že postaja malo globalen, tam boste videli pol kasneje v Majšperku eno tako središče, kulturno-upravno, ki je čisto sodobno, nekako. Razstava bo na ogled do 31. marca 2024. V kinodvorani DPD Svoboda Slovenska Bistrica je bila preteklo nedeljo na ogled gledališka predstava Slava Klavora Spomenik, ki jo je izvedla gledališka skupina Pekarna Magdalenske mreže. Predstavo so soorganizirali Združenje borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica, DPD Svoboda, KUD Svoboda galerija Mimogrede in Zveza svobod Slovenska Bistrica v okviru projekta Ta veseli dan kulture, posvečen 3. decembru, rojstnemu dnevu največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Predstava gledalce popelje v čas odraščanja, šolanja in političnega delovanja Slave Klavore ter njenih tovarišev. V predstavi igrajo študenti Davorin Juhart, Anastazija Leščak, Nina Slanič, Tomaž Podbevšek in Tina Podbevšek. Razredne neenakosti, uveljavljanje vladajočega razreda na račun delavskega, prelaganje gospodinjskega dela na ženske. Vsaka žensk mora iskati zaslužek izven domačega kraja. Samo zato, ker smo ženske, za enako delo prejemamo nižje plače. Slavica
Slavica je bila doma v Usnjarski ulici, jaz, Lizika Jančar, pa sem iz Melja. Melja je glavno središče mariborske tekstilne industrije. Čeprav je Slavica 2 leti mlajša od mene, je zelo pogumna. Že zelo zgodaj se je naučila, kako se postaviti zase in se tako večkrat po robu postavila tudi svojemu pijanemu očetu. Slavin oče je pribežal iz zasužene Primorske. Zaradi italijanskega fašizma. Tudi mi, Iliki, smo priseljenci. Moj oče je že pred vojno prišel z Češke in odprl čarno na Slovenski ulici. Slava je hodila na ekonomsko šolo, jaz. Bojan Ilik pa na klasično gimnazijo. Zdaj, v času najhujše preizkušnje, pa sem postala prijatelja. Postala sem tovariša. Najbolj živo se spomnim časov, ki smo jih kot mladenke preživljale ob Dravi. Tam se nam je odpiral poseben svet. Sklepale so se prve prijateljske vezi. Skupaj z mojo sestro Lotko, z Ivanko in Slavico, smo nenehno tičali skupaj. Zato so nam fantje v šali pravili... 4-pesna deteljica. Preden je Slavko Šlander prišel v Maribor, je bil več let okrožni sekretar komunistične partije Jugoslavije v Celju. Ker je komunist, je bil večkrat zasledovan in preganjan, tudi zaprt. Poznal je nešteto postojank in javk, po mestih in po vaseh. Zato so ga imenovali za sekretarja pokrajinskega komiteja KPS za Severno mejo. Sedež imam tukaj v Mariboru. Ko se je začelo, sem bil poklican, da zberem vse borbene ljudi in jih pripravim na vstaj. Tako sem spoznal Slavo. Slava je izjemno vedoželjna, načitana, trdoživa, pogumna, zelo jasnimi političnimi stališči. Med študijem v Zagrebu je kandidirala za članstvo v odboru strokovnega združenja na svoji fakulteti, kjer je zmagala. Študentom je končno uspelo, da je univerza odprla Zagrebški dom visokošolk. Slava je bila izvoljena v upravni odbor tega doma. Vedno je našla dovolj časa za študij marksizma. Postala je članica komunistične partije. Leta 1940 je za 2 tedna odšla v Bosno. Glavni cilj tega potovanja je bil posvariti ljudi pred bližajočim fašizmom. Ko se je vrnila v Maribor, je postala sekretarka Skoja za mariborsko okrožje. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. Po letni vročini na strme vrhe, na tam si spočijem. Njena izrazita borbenost jo je privedla v najožji krog organizatorjev upora. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Pred gledališko predstavo so v prostorih DPD Svoboda odprli tudi likovno in fotografsko razstavo članov fotosekcije Toti Foto in galerije Mimogrede. V Slomškovem domu v Slovenski Bistrici je v nedeljo potekal dobrodelni koncert Karitas Upanje za vse. Nastopili so Darja Gajšek-Jankovič, Frajheimska godba, Glasbena šola Slovenska Bistrica, zbor Natanael, vrtec Blaže in Nežica, ansambel Pika Si, Stezice ter Aljaš in Lucija Čuček.
V Slomškovem domu v Slovenski Bistrici je pretekli ponedeljek Glasbena šola Slovenska Bistrica izvedla koncert z imenom Decemberske sanje. Nastopili so klavirski trio, pevski zbor, godalni in kitarski orkester ter baletni oddelek. viteški dvorani Bistriškega gradu je v ponedeljek potekala slovesna prireditev ob Mednarodnem dnevu invalidov. Pester kulturni program so pripravila invalidska društva in zavodi, obiskovalci so se seznanili tudi z dejavnostmi invalidskih organizacij in o projektu Občina po meri invalidov. Zbrane je uvodoma nagovoril dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Včeraj smo obeleževali dan invalidov, mednarodni dan invalidov, in jaz verjamem, da to obeleževanje ni namenjeno temu, da ga samo obeležujemo,
ampak je predvsem namenjeno temu, da nas spomni in na nek način tudi opomni, da je potrebno seveda poskrbeti za vse, da imajo vsaj primerljive pogoje za življenje. Zdaj v občini Slovenska Bistrica se že kar nekaj let prizadevamo za to, že naslednje leto bo 10. leto, kar bomo imeli, verjamem, status invalidom prijazna občina, verjetno to ni tudi naključje, zato je bilo potrebnega kar veliko postoriti in ob tem bi se posebej izpostavil našega podžupana, gospoda Furmana in pa gospoda Kolarja, predsednika društva Čršenc, ki sta pravzaprav gonilni sili in akterja vsega tega dogajanja, čemer poskušamo sami tudi slediti. Zdaj to preprosto pomeni to, da če je vse v redu, poveste to meni, če pa karkoli narobe se obrnete na njih. Tako so stvari pač urejene. Zdaj seveda bomo mi temu poskušali slediti tudi v prihodnje. Jaz vem, da še je potrebno veliko postoriti na številnih področjih, ki zadevajo invalide. Ravno na prejšnji seji občinskega sveta smo potrdili spet, oziroma je bil potrjen spet akcijski načrt za naslednje 4-letno obdobje, tako da tudi v naslednjem 4-letnem obdobju nas čakajo še številne naloge, številni izzivi. In jaz verjamem tudi v zelo dobro sodelovanje s vsemi društvi, ki delujete na tem področju, tako da bomo lahko skupaj naredili ta premik naprej, da bomo skupaj pelali to akcijo, s katero je pravzaprav povezan ta slogan, če sem prav razumel. In jaz sem prepričan seveda, da nam bo skupaj tudi uspelo in verjamem, da nam bo skupaj uspelo, da bo lahko življenje v prihodnje zase pravzaprav vseeno nekoliko bolj znosno. Pobudnik za pridobitev listine občina po meri invalidov je bilo Društvo invalidov Črešnjevec. Mi smo že za ta projekt začeli delati leta 2012, da smo lahko 2014 dobila občina listino občina po meri invalidov. Ta listina je edinstvena v Evropi, tega takšnega projekta v Evropi ni, to podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. Občina Slovenska Bistrica je bila 14. občina, ki je dobila listino občina po meri invalida. Do sedaj jih je bilo 43 podeljenih listin občina po meri invalida, 43. Zdaj pa računajte, od koliko občin je v Sloveniji, da smo bili kar pogumni. Občinski svet je podelil že 3. akcijski načrt, tako da mi gremo po korakih. Občina po meri invalida ni, da spreminjamo velike stvari, ampak morate računati, da nekateremu 2 cm pomeni veliko. Za vsak dan je gibanje po občini in po našem lepem kraju Slovenska Bistrica. To je namenjeno, ni samo namenjeno invalidov, ampak vsem občanom, da boljše in lažje živimo in ustvarjamo v občini Slovenska Bistrica. Vsem nastopajočim, vsem se še enkrat zahvaljujem za sodelovanje in vsem ob prihodu novega leta zaželim srečno, predvsem pa zdravo novo leto. Na prireditvi so predstavili tudi edinstveni projekt odbora in planinec v okviru Planinske zveze Slovenije, kamor so vključene invalidne osebe. Sicer pa so program obogatili z mednarodno slikarsko razstavo invalidskih društev v grajskih salonih. V domu dr. Jožeta Potrča Poljčane letos praznujejo 10. obletnico delovanja enote Slovenska Bistrica. Ob jubileju so v torek v Slovenjebistriškem domu pripravili slavnostno prireditev. Zbrane so nagovorili direktorica doma dr. Jožeta Potrča Poljčane Iva Novak, župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, predsednik Združenja direktorjev skupnosti socialnih zavodov Slovenije Andrej Štesl, magistrica Mateja Nagode iz Ministrstva za solidarno prihodnost in predsednik sveta stanovalcev enote Slovenska Bistrica Miroslav Aleksander Kolenko. Vsi trdijo, kak je tale zlata jesen starosti nekaj lepega, pa moram povedati, da ni ravno tako lepa. Lepa ni tudi zaradi tega, ker skoraj da marsikdaj ne vidimo
nekaj tega, kar bi naj izboljšalo. Tudi dolgotrajna oskrba je sicer del, ki je na papirju napisan, ampak do realizacije verjetno so še kar dolgi koraki in verjamemo, da eni bomo mogoče kar od zgoraj opazovali, kako te stvari tečejo. Želimo pa, da bi seveda stvari bile dobro zastavljene, da bi tudi domovi, ki pravzaprav so zdaj nosilci že neke vrste oskrbe na domovih, pravzaprav bili malo bolj konkretno vključeni v ta proces, ker mislim, da bi tu lahko tudi se največ naučili in največ tudi iz prakse potegnili koristnih nasvetov. Ne glede na to, da danes verjetno ni ravno čas za to, da bi ob takem jubileju bili kritični, ampak veste, stanovalci redko kdaj pridemo v možnost, da bi pač naši nadgradnji povedali tudi kakšno grenko. Moram reči, da žalosti nas. Mi smo mislili, da bo danes minister, ki bi naj prišel, pa potem seveda zaradi ne vem kakšnih razlogov ne more, verjetno že upravičeni, smo mislili, da bo vendarle prinesel tisti pildek, da je vlada potrdila celo zadevo. Veste, tako pacanje, eno leto, da se nič ne dogodi in da nam denar, ki je na razpolago že, tam nekaj prek 4 milijona in še nekaj, pravzaprav propada, da je vsak dan manj vreden. In mislim, da bi bil zadnji čas, ki nam zdaj že ne se zdi, že izvajalci odpovedal, ker ga malo predolgo hecamo, pogodbe z njim pa se ne more skleniti. Tako da, dajte se potruditi, Ljubljane malo. Ne vem, a je toliko težko na vlado tisto prenesti, ne glede na vse probleme, vemo, da so probleme v Sloveniji z vsem, kar se nam je dogajalo, ampak spustiti ta sredstva, ki so na razpolago in pravzaprav vračati nekaj, kar smo že porabili, je verjetno napačno. Ponosni smo, da smo del premikov, ki gredo v smeri izboljšanja institucionalnega varstva in ki na eni strani zagotavljajo stabilnost in varnost ljudem v obdobju življenja, ko to najbolj potrebujejo. Obenem pa izboljšujejo pogoje za njihovo življenje. Širitev kapacitet v institucionalnem varstvu ne pomeni zgolj razširjanja vaših zmogljivosti, pač pa tudi razvoj skupnosti in povečanje zmožnosti, da skupnost kar najbolje poskrbi za svoje starejše in verjamem, da bodo širitve kapacitet tudi v tem domu prinesle olajšanje za življenje tudi svojcev, ki se trudijo usklajevati skrb za svoje najdražje, ki potrebujejo celodnevno oskrbo, a tega ne zmorejo več sami. V taki situaciji je ključno, da jim lahko damo zagotovilo, da bo za njihove najbližje poskrbljeno. Dosežek obletnice, kot je vaša, ki proslavlja pravzaprav zmožnost zagotavljanja oskrbe starejšim, nam daje zagotovilo ter nas polni z energijo, da naprej razmišljamo o inovacijah na tem področju, o razvoju storitev v skupnosti ter o krepitvi medgeneracijske solidarnosti. V kulturnem programu so nastopili učenci glasbene šole Slovenska Bistrica ter stanovalci in zaposleni doma starejših Slovenska Bistrica. Something always told me they were reading Tommy wrong. He was only 10 years old when his daddy died in prison. I looked after Tommy because he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can.
one, and Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the Kaplan boys came calling. They took turns at Becky. There was 3 of them. Now I'll keep you weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. The Kaplan boys just laughed at him when he walked into the barroom. One of them got up and met him halfway across the floor. When Tommy turned around, they said, "Hey, look, old Yellow's leaving." But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. 20 years across was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back. He let them have it all. When Tommy left the barroom, not a Kaplan boy was standing. He said, "This one's for Becky," as he watched the last one fall. And I heard him say, "I promised you, Dad, not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak, I didn't turn the other cheek. And Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man." Sveti Miklavž, prvi od dobrih mož, ki v decembru prinašajo med ljudi dobre in lepe stvari, se na svoji poti minuli torek ustavil tudi v Slovenski Bistrici. Otroke je obiskal v spremstvu veselih snežink, nagajivega parklja in mladih pevk. Kaj sva že doživela, zvezde bile v rokah imela, okrašenje z nasmehom moj obraz. Ne, nisva se bala, kar imela, vse sva si dala, našla sva to, kar nima vsak. Kar čez sonce je zgodilo, kamen in čaj za 2. Poljubi me na božič, pogrej srce. Vsako leto s tabo tukaj vidim se. Zdaj ljubi me na božič, od mraka pa do sonca, od tukaj pa do konca. Naj bo sladko rožnato. Letale za te poštim z njo ti vesele praznike. Zmerom naj božice začne in se leto spremljate. Po nastopu je Miklavž otroke tudi nagovoril in jih obdaril s simboličnimi darilci. V Slomškovem domu v Slovenski Bistrici je preteklo sredo potekal tradicionalni Miklavžev koncert Big Banda Slovenska Bistrica. Big Bandu pod taktirko dirigenta Jerneja Senegačnika mlajšega sta se pridružila pevca Tadeja Pančič in Maj Korešar. Program so praznično obarvali s skladbami priznanih skladateljev. Koncert sta pripravila Zavod za kulturo Slovenska Bistrica in Big Band Slovenska Bistrica. Ooh,